Imamo pa eno vročo temo pri elektriki in sicer to je odpadek. Rešitev je že na voljo v svetovnem merilu. Lahko dosežemo stopnjo reciklaže celo 95%. Torej samo masovna neinformiranost ljudstva. Tako je. No, tukaj moram spet poudariti, da je tukaj naftni lobi zelo močan. Kaj pa baterija kot crkne? Boš mogel več kot pol motorja dati za novo baterijo. To so same neresnice, ki ne držijo. Primož, najprej me zanima malo tvoja zgodovina, da lahko malo bolje razumem, zakaj se danes ukvarjaš z motociklizmom. Evo, da kar začnemo. Moje ime je Primož Urbančič, sem direktor podjetja Rotox na Vrhniki, kjer se trenutno nahajamo. Da začnem kar malo z začetkom moje poti. Študij sem začel z obiskovanjem srednje šole za strojništvo v Ljubljani, ki sem jo zaključil z odliko. Nato sem se vpisal na fakulteto za strojništvo, kjer sem zaključil 5-letni študij, smer energetika in procesno strojništvo, specializacija so bili motorji z notranjim zgorevanjem. Zdaj, zakaj sem se odločil za ta študij? Nekje moj oče je bil enako inženir strojništva in mi je že v mladosti me navdušil, da se ukvarjam z motorji, z popravili. Bil je konstrukter, tako da sva vse skupaj delala, tako da ni čudenega, da sem, bom rekel, zbral strojništvo kot moj poklic in veselje. Zdaj, samim strojništvom sem se srečal zelo zgodaj. Začel sem z friziranjem motorjev, skozi sem bil na motorju, se pravi, prevozil sem letno tudi po 50 000 kilometrov, kar je ogromen za motocikl, se pravi, sem bil več na motorju, kot pri knjigah. Ja, to je pa pol veselje naredilo svoje, ne. Ampak glih to me pa zanima, ne. Ti si torej se šolal za inženirja, strojništvo, zdaj si pa v bistvu pristal v nekem podjetništvu, kjer v bistvu prodajaš to, kar si, s čimer si se celo življenje ukvarjal, ne, se pravi motorji. Izmed vseh poklicev v inženirstvu si v bistvu zdaj pristal v podjetništvu, lahko rečemo, ne. Kje je bila oziroma zakaj si se odločil za tako pot? Ja, tako je, ja. V življenju se moraš zmeraj vprašati, kaj si želiš delati, kaj so bile tvoje želje v mladosti. Če se dovolj zgodaj lotiš tega, bomo rekli, nikoli ni prepozno, da se začneš ukvarjati s podjetništvom. Jaz sem, ko sem zaključil študij, že leta 1998 odprl podjetje, ki je lansko leto torej praznovalo 25 let obstoja. Najprej so bile, seveda, najprej smo se ukvarjali z različnimi stvarmi, testiral sem motocikle za revijo Motorist, bil sem testni voznik, pisec člankov, se pravi, prevajali smo tudi tuje članke, tako da motociklizem sem spremljal skozi, ne, od svoje mladosti. Tudi na fakulteti za strojništvo sem dobil veliko osnov, tako teoretičnih kot praktičnih, glede samih motorjev z notranjim izgorevanjem. In ja, če se šteješ malo, zanimanje plus znanje, smo hitro na rezultatu, ki ga danes lahko pokažemo. Od vseh motorjev imate tudi električne motorje in sicer eden izmed teh je tudi tale Energica, ki velja za najbolj zmogljivega motorja na svetu, ko smo že v enem reviewju omenili, ne. Zanima me, kaj je pa prišlo pol do tega, da si se odločil, da boste še električne motorje prodajali, ne samo bencinske. Ja, tukaj je, vse to je povezano z eno zanimivo zgodbo. Zdaj, mi smo se z servisiranjem motociklov začeli ukvarjati leta 2013, ko sem odprl servisno delavnico za vse bencinske motorje, vse, kar obratuje na bencin, se pravi, od motociklov do vrtnih strojev. Zdaj, od leta 2013, ko smo začeli na majhnem prostoru, se je vedno več pojavljalo tudi električnih, se pravi, strojev na akumulatorje. Takrat so bili še dokaj redki, vendar vsako leto je bilo tega več. Tako da smo se mogli specializirati tudi za servisiranje električnih vozil, bomo rekli, ali invalidskih ali električnih skuterjev. In
Zahteva trga je pokazala, da se bo treba čim prej usmeriti tudi v električna vozila. Zdaj, ker smo bliže na motorjih, se je izkazalo, da je najbolj, da se gremo izpopolnjevati z električnimi motocikli. Zdaj, največji preskok se je zgodil leta 2019, ko smo obiskali, čisto turistično smo obiskali Španijo, kjer sem na vsakem koraku opazil električne motocikle. To je bilo zame taka novost, bom rekel, v Sloveniji tega ni bilo nikjer za videti, v Španiji, na ulicah, povsod so bili parkirani električni motocikli. Sem postal pozoren, tako da sem začel raziskovati trg in konec leta 2019 smo že navezali prve stike s proizvajalcem električnih motociklov Energica. Po kontaktu začetnem so nas povabili v tovarno, kjer so nam predstavili proizvodnjo in seveda dali so nam zapeljati testno Energico. In ko to enkrat zapelješ, ko to enkrat občutiš, stalno pospeševanje, to gre za ljubezen na prvi pogled in smo si rekli, to je to. Nimamo kaj več drugega. Zdaj, zakaj pa smo potem šli naprej, sploh s takim poudarkom na električnih vozilih? Zato, ker pri bencinskih motociklih se je tudi v letih 2018 do 2020 začel uvajati Euro 4 standard, ekološki standard, ki zahteva vedno manjše izpuste motociklov. Ta standard se najbolj pozna pri motociklih manjših prostornin, predvsem 50, 125, 250 kubikov in s tem je povezano tudi, da so motorji zadušeni, težko obratujejo, prisilno obratujejo in pri majhni moči se jim zelo veliko pozna na končni hitrosti in na sami zmogljivosti. Tako da s tem ekološkim standardom so motocikli, bencinski motocikli zelo zadušeni in zaradi tega se jim tudi pojavlja neprimerno več težav, kot je bilo to včasih z uplinjači. No in iz tega vidika, iz servisnega vidika smo opazili, pri električnem vozilu nimaš ničesar. Imaš baterijo, imaš motor, imaš kontroler, 3 stvari, to je to. Ostalo je pa vse enako kot pri benzinskem motorju. Plus električen motocikl ima izkoristek elektromotorja 95%, izkoristek bencinskega motorja pa je samo 25%. Tako da skoraj 4-krat boljši izkoristek, to pomeni, da je toliko manj vzdrževanja, toliko manj izgub in ja, odločitev je tukaj. Kako pa vidiš prihodnost za električne motorje v prihodnosti? Pa pustimo mogoče samo ne motorje, ampak električna vozila v splošnem. Ja, kot sem že poudaril, glede na uveljavljene ekološke standarde, pri osebnih vozilih gre že za Euro 6, Euro 7 standard, počasi bojo osebna vozila izključno z fosilnim gorivom odpadla iz proizvodnje, ker ne bojo mogla več dohajati ekoloških zahtev Evropske unije. Pri motociklu se pripravlja Euro 6 standard, ki bo začel veljati leta 2025, tako da bojo počasi odpadli tudi 50-kubični mopedi, bojo samo še električni, 125-kubični bojo komaj še dosegali zmogljivosti, da bojo obratovali na neki spodobni meji obratovanja. Tako da pri motociklu mogoče nad 500 kubikov še ne bo to hitro šlo na elektriko, ampak glede na evropske zahteve, evropske standarde po izpustih, ja, to gre vse v smer elektrike, žal. Torej, mene zanima, vedno bolj se duši motorje, a bo to šlo, se bo počasi potenciralo in šlo vedno v bolj omejene, bolj zadušene in slabše izkoristke benzinskih motorjev, ali je to samo neka regulacija, pač, ki mora konstantno se zniževati? Zdaj, tako je. Pri obratovanju motorjev z notranjim zgorevanjem, pa naj se gre za bencinske ali pa dizelske, smo omejeni z kompresijskim razmerjem. Zdaj, zgorevanje moramo nadzorovati, da imamo čim manj izpustov, se pravi, izpušni plini so velik vir izgub pri bencinskih ali pa dizelskih motorjih.
S temperaturo izpušnih plinov pri motorjih izgubljamo 30%, z potrebnim hlajenjem motorja izgubljamo 30%, plus vrtljivi deli v samem motorju so izguba 10%, tako da imamo 70% izgubo. Zdaj, če takemu motorju obesimo gor poln pomagal, ki nadzirajo senzorjev, katalizatorji, ki nadzirajo izpuste, s tem pomeni, da smo ga čisto zadušili, obratovati more pod čim manjšimi vbrizgi goriva, tako da s tem mu zmanjšujemo moč in počasi ugašamo življenje, za katerega je bil ustvarjen. Bencinski motor težko deluje, če ga dušimo sploh z vsemi nepotrebnimi komponentami, ki so potrebne, da dosegamo ekološke standarde. Ok, ko smo že pri ekoloških standardih, kaj pa električne baterije? Zdaj največji problem je bil, oziroma še kar je, teža. A imamo nek konstanten oziroma podatek za konstantno zniževanje teže in napredek pri zniževanju teže električnih baterij? Tako je. Če kar začnemo pri našem proizvajalcu Energica iz Italije, v zadnjih 3 letih je prišlo do napredka, se pravi skupna teža motocikla je padla za 25 kilogramov, kar znaša 11% na celotni teži. Se pravi, prvi Energica motocikli so imeli 280 kilogramov, danes imajo samo 255 kilogramov, plus ob upoštevanju, da so kapaciteto baterije povečali z 13 kilovatnih ur na 21,5 kilovatnih ur, plus dodatno so zmanjšali težo motorja pa povečali moč motorja. Tako da vse smernice grejo v to smer, da bomo zagotovili manjšo težo samega motocikla z zmanjšanjem teže baterije in hkrati pohitrili, se pravi dosegali hitrejše polnjenje. Sedaj imamo 20-minutno hitro polnjenje, čez 2 leti predvidevamo, bo na trgu že 10-minutno hitro polnjenje, kar pomeni, da smo že skoraj konkurenčni bencinskemu motorju, kjer se ustavimo, da natočimo gorivo, če bo to doseženo, 10-minutno hitro polnjenje, ne bo več razlik med samim bencinarjem ali električarjem. Ok, torej performance baterij gre gor, teža baterij gre dol, zgleda, da industrija dela konstantne napredke. Imamo pa eno vročo temo pri elektriki in sicer to je odpadek električne baterije. Vsi pravijo, kako smo zeleni s tem, ko dobimo električno vozilo, a potem smo na drugi strani ljudje, ki pravijo, da pač s tem samo odpadke povzročamo in s tem nič ne koristimo okolju. Kaj se dogaja z baterijami in a nam kaže kak znak, da bomo dobili rešitev za reciklažo? Tako je, rešitev je že na voljo v svetovnem merilu. Zdaj večje države to že lepo obratuje, tako da pred 10 dnevi sem objavil na naši skupini Facebook električna vozila lepo urejeno reciklažni center iz Amerike, kjer poteka reciklaža vseh baterij. Pridejo na tekočem traku od telefonov, od vrtalnih strojčkov, vse baterije, do baterije od avtomobila, gre po tekočem traku, jih zmeljejo in ta zmleta surovina gre na separacijo. Separacija poteka v zaprtem sistemu, ni spiranja z zunanjo vodo, tako da je to zaprt tok okrog. Ja, s takim postopkom lahko dosežemo stopnjo reciklaže celo 95%. Tako da je odpadka samo 5% in taki centri na svetovni ravni že obratujejo. Kaj pa se s tem recikliranim materialom pol zgodi? To gre naprej v ponovne baterije? Tako je. To je vse uporabljeno za surovino, za izdelavo novih celic. Plastika gre med plastiko, kar so v hiši, aluminij gre za aluminijaste materiale za proizvodnjo, sam litij, kobalt in ostale žlahtne kovine pa lepo izločimo, separiramo in jih uporabimo direktno za izdelavo novih baterijskih celic. Torej samo masovna neinformiranost ljudstva, ki zagovarja to, da elektrika uničuje prav tako. Se pravi, bi se strinjal oziroma si mnenje, da elektrika je bolj zelena kot
bencinska industrija. Tukaj moram poudariti, da naftni lobi je zelo močan. V teh primerih, valjda, seveda, živijo od tega že toliko pa toliko let in težko je nekomu potem to odvzeti, ker se vidi, kam grejo svetovne smernice in naftni lobi bo težko to popustil in prepustil vajeti, se pravi, električnim vozilom. Ne. Se strinjamo. Zanimivo. Meni so jaz sem zelo navdušen nad in Teslami in takšnimi električnimi motorji, pa nikoli nisem recimo zasledil taha podatka, da gre 95% v ponovno reciklažo. Tako je. To je zelo pomemben podatek. No? To je zelo pomemben tudi, če samo malo tipkamo na YouTube, bomo videli reciklažne centre, ki so že delujejo, že obratujejo in dejansko imamo pogled tudi, kako to poteka. Tako da ni več skrivnosti, ni več tabu tema. Pa bomo lahko prišli kdaj do tega, da bomo z električno energijo pridelovali električno energijo in bomo počasi dali na stran mogoče benzinsko industrijo. Tako je, ja. Zdaj, v tujini so predvsem v porastu, se pravi, sončne elektrarne ali vetrne elektrarne. Ravno zdaj, prejšnji teden je bil podatek, da je Španija dosegla največji nivo procentualno proizvodne električne energije iz vetrnih elektrarn in sončnih elektrarn pridobivajo več kot 50% potreb električne energije. 50%? Več kot 50% na leto. Veter plus sonce. Španija je sončna država, ampak ja, moramo vedeti, da smo na pravi poti. No. To sem pa tudi slišal enkrat, da se te vetrnice isto težko razkrajajo zaradi tega materiala. Tako je, ja. No. Same lopatice vetrnih elektrarn so iz materialov, ja, ki so ekološko sporni, ampak ja, vemo. Zdaj življenjska doba takih vetrnic je sigurno 10 let, kar ta vetrnica naredi v 10 letih, je to sam plus, ne bomo rekli. Tudi če bomo pol imeli stroške za reciklažo tega materiala, ne, je še zmeraj to malenkost proti celotni pridobljeni energiji, ki je ena taka vetrna elektrarna proizvede. Ok, dobro, da ne bomo samo čez slabe stvari še šli, zdaj me pa zanima, kaj inovacije pričakuješ v prihodnosti, kar se tiče tehnologije električnih vozil. Ja, zdaj sama tehnologija je že dobro razvita, so odtenki, zdaj kot sem že poudaril, baterije bodo zgubljale na teži, pridobivale na kapaciteti, sama kapaciteta glede na maso baterije se bo povečala, izgubljali bomo težko pridobljene materiale, kot so litij, kobalt, nove baterije so že v prihodu, kjer so razvite iz, bomo rekli, iz natrijevih spojin, različnih kemijskih elementov, ki so boljše dostopni kot litij, kobalt. Tako da, ja, na tem segmentu se dosti dela, na svetovni ravni denarja je veliko, tako da tukaj se pustimo presenetiti, tako da jaz vidim samo plus v električnih vozilih. Električna vozila bi bila tudi bolj množična, če bi bila omogočena tudi pravilna infrastruktura in zadostnega obsega. A imajo države sploh interes, pa dajmo opredeliti recimo Slovenijo, investirati v tako infrastrukturo? A imajo kakšne subvencije, a imajo kakšen interes sploh na splošno v to investirati? Tako je, ja. Tega interesa je povsod zaznati zelo malo strani državnih organov oziroma podjetij v državni lasti, tako da večina polnilnic in v Sloveniji in tujini so v lasti podjetij. Zdaj, kar jaz vidim, tukaj največji razvoj je potreben z vidika polnjenja in ustreznosti plačilnih sredstev, kar tudi mene osebno moti. Prideš na polnilnico, vsak ponudnik ima svojo aplikacijo, vsak ponudnik zahteva svojo polnilno kartico, s plačilno kartico ne moreš pri vseh plačati, tako da tukaj vidim največjo skrb, ampak to se ravno zdaj posodablja na nivoju Evropske unije, tako da bodo vse polnilnice imele omogočeno plačevanje s plačilnimi karticami, kar bo en velik napredek.
Zdaj, sama polnilna infrastruktura v Sloveniji je dobro razvita, bomo rekli, je neka zlata sredina, smo kar med boljšimi. Je pa število električnih vozil v Sloveniji še zmeraj smo na repu Evropske unije, za nami je sam nekje Bolgarija po številu prodanih električnih vozil na število prebivalcev. Tako da, ja, tukaj pa vidimo še dost razvoja in rezerve, da se v Sloveniji razvijemo tudi po številu prodanih električnih vozil na število prebivalcev. A dobimo neke subvencije za nakup električnih vozil v Sloveniji? Tako je, ja. Za osebna vozila imamo novo shemo. Zdaj ne bi se spuščal na osebna vozila, povedal bi za motocikle. Motocikli spadajo v kategorijo motorna kolesa, kjer imamo subvencijo za fizične osebe 750 evrov, za pravne osebe pa te subvencije nimamo. Imamo pa še bolje, po novem imamo takojšnjo možnost odvajanja DDV-ja ob nakupu vozila. Tako vozilo stane 32 tisoč evrov, če pogledamo DDV v tem primeru je tam 7 tisoč evrov in neko podjetje, ko si kupi motorno kolo, ni važno, da se ukvarja s to dejavnostjo, lahko takoj odbije vstopni DDV in kupi ta motocikl recimo za 25 tisoč evrov. Kako se pa odzivate na morebitne strankine poglede na dolgoročnost in trajnost baterij, kar se tiče električnih skuterjev, pa tudi električnih motorjev? Tako je. No, tukaj moram spet poudariti, da je tukaj naftni lobi zelo močan, poln komentarjev na vse naše objave posegajo v kaj pa baterija kot crkne, pa boš mogel več kot pol motorja dati za novo baterijo. To so same neresnice, ki ne držijo. Se pravi, baterija električnih vozil je popravljiva, se pravi, nikoli se baterije ne menja. Nikoli. Tako da, baterija je popravljiva. Strošek popravljanja posameznega celičnega sklopa, baterijskega sklopa v akumulatorju je zelo majhna. Strošek popravila je zelo majhen. Skoraj ni omembe vreden. Zdaj, imamo že kar dosti podjetij, ki se v Sloveniji in na Hrvaškem ukvarjajo, so specialisti s popravili baterij. Tako da, če v sami življenjski dobi, ki je nekje ocenjena na 10 let, pride do defekta baterije, se jo popravlja. Strošek je zares zanemarljiv. Se jo popravlja. Zamenja se določen baterijski sklop in baterija deluje naprej. Po izteku življenjske dobe, rečemo, da je to 10 let, če smo imeli toliko ciklusov polnitev, nekje 1600-2000, je baterija dosega neke kapacitete 70-80% nove. Če nam to ni dovolj, imamo opcijo, da baterijo obnovimo. Tudi to se že izvaja. Obnovljena baterija ima ceno 1/3 nove, se pravi 30%, 33% bomo dali za obnovo baterije in taka baterija bo boljša, kot je bila nova, saj bo napolnjena z novimi celicami, zmogljivejšimi. In s tem smo spet, ovržemo teorijo zarote, kjer večina pravi, moj crkljna baterija na Tesli in je mogel dati 25 tisoč evrov za baterijo. Ga ni človeka, ki bi kupil novo baterijo. Jaz ga ne poznam. Torej smo spet pri neinformiranosti ljudstva. Tako je. Kaj pa tej drugi, ko pa so na tej drugi strani in so za električna vozila, zakaj se taki ljudje odločijo za nakup? Oziroma, zakaj vaše stranke pridejo in se odločijo za nakup takih vozil? Ja, zelo dobro vprašanje, ja. Zdaj, večina kupcev električnih vozil je, bomo rekli, malo bolj razgledanih, malo bolj tehnično podkovanih. V zadnjem letu, v preteklem letu je bilo ogromno povpraševanje in tudi ogromno smo prodali električnih motociklov. Zakaj? Dosti strank ima svoje električno vozilo, ima elektrarno na strehi, kjer pridobiva elektriko iz sonca in ima viške elektrike, ki jo mora porabiti. Torej, če je ta stranka še navdušen motorist, seveda, ko seštejemo 1+1, seveda bo kupil električen motocikl, ne bo kupil bencinskega. Plus, pri odločitvi za nakup električnega motocikla je zelo važen naslednji podatek. Samo vzdrževanje električnega motocikla je zanemarljivo. Tudi sam strošek vožnje, bomo rekli, je zanemarljiv, sploh če polnimo doma, po noči. Tako da je v bistvu samo začetna investicija je, bomo rekli, visoka, ampak gre se za to, da
prvovrstni proizvajalci bomo dali več, ampak posledično med samo uporabo ne bomo imeli težav z stranskimi komponentami motocikla. Če pa bomo tukaj neki cenejšega kuhalniki, low cost izdelke, bomo imeli pa težave z ostalimi motociklističnimi komponentami, ki jih drugače nimamo, no. Tako da moramo pač malo več vložiti v električni motocikel, v električno vozilo, tako da težav ne bo, samo vzdrževanje ga skoraj ni, stroški vožnje pa so tudi, bomo rekli, skoraj nič, sploh če imamo svojo elektrarno na strehi svojega doma. Torej, če gledamo, da imamo dva približno enaka motocikla po modelu, po obliki, pa recimo tudi po moči, če se lahko sploh primerja elektrika z benzinom, a ne. Kako je potem, ko potegneš črto recimo po nakupu ter po enem letu uporabe, s katerim smo prišparali bolj? No, zdaj tako je. Mi delamo take preračune, so dostopni tudi gor na spletnih straneh pri proizvajalcih, koliko prihranimo na primer pri vožnji na 10.000 kilometrov prevoženih. Na primer španski skuterji Silence, vsakih 10.000 kilometrov je točno izračunan prihranek napram bencinskemu skuterju 1100 evrov na leto. To je prihranek, če upoštevamo vse stroške, servisne, gorivo, plus stroške polnjenja pri električnem motorju. Vzeli smo eno zlato sredino, se pravi 1100 do 1200 evrov, odvisno od države, odvisno od cene goriva, prihranimo na letni ravni z električnim skuterjem, neki srednji rang. Tako da imamo vse podatke imamo že dostopne in če razmislimo, da je tak skuter stane 7000 evrov, 1300 prihranimo vsakih 10.000 kilometrov, torej po 50.000 kilometrih bomo imeli prihranek 6.000 evrov napram bencinskemu skuterju in je cel odplačan. Tudi če ga vržemo v kanto, po domače povedano, ne. Potem je treba to samo malo bolj javno spregovoriti in ozaveščati ljudi, a ne. Tako je, ja, res je. V redu, Primož, hvala lepa za tale pogovor in upam, da bomo v kratkem imeli še kakšno drugo zanimivo temo. Tako je. Zanimivih tem je veliko, tako da spremljajte nas. Super, hvala lepa. Lep pozdrav.